Kaj se dogaja z Bitcoinom? Je to samo popravek ali šele začetek padanja? No, pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Smo na Bitcoin tedenskem grafu, to je napram tetru. In če najprej izpostavimo velikega slona v sobi, to je tale naraščajoči, razširjajoči klin, ki sem ga izpostavil tudi že večkrat v svojih videih. To je medvedji vzorec, ravnokar smo bili, kar nekaj časa nazaj smo bili zavrnjeni od njegove zgornje meje. In takrat sem tudi naredil video, ko sem opozoril, da ta svečka izgleda kot kladivo. In na to smo dobili še njeno potrditev. Torej, to so medvedji svečni vzorci. No in kaj se je zgodilo potem? Smo padli tukaj dol vse do 60.000. No, to je bil ta prvi vrh, ki smo ga dobili in ob stiku s to zgornjo linijo našega naraščajočega klina. Kaj se je zdaj zgodilo? Dobili smo odboj od tukaj, od 61.000, imeli smo določeno rast in tukaj se je zdaj zgodil nov znak. Dobili smo bearish engulfing svečko in njeno potrditev. In zdaj spet testiramo tole mejo tukaj, 61.000. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da imamo mi tukaj tudi medvedji vzorec dvojnega vrha. In če se ta vzorec izvrši, potem lahko brez problemov pademo vse do tukaj. To je ta mala podpora, ki jo imamo, na okoli 52.000. Ampak kakorkoli že, to je zdaj medvedji scenarij. Dajmo si pogledati še možnost bikovskega scenarija. Namreč, če dobimo odboj zdaj od te meje 60.000, se lahko zgodi tudi, da mi dobimo tukaj vzorec dvojnega dna. To je pa bikovski vzorec. Torej imamo eno dno, drugo dno in na to nadaljuje svojo rast. Poleg tega mi tukaj izgleda, kot da imamo tudi skrito bikovsko divergenco, ampak moramo še malček počakati, da se tale teden konča. Ampak zdaj trenutno imamo tukaj dno in pa malček višje dno, ampak ta svečka še ni končana. Medtem ko RSI pa nam dela tukaj, imamo dno in pa nižje dno. To pomeni, da bi kljub temu, če dobimo odboj od te meje zdaj, še vedno lahko nadaljevali z rastjo. Najprej pač, da dokončamo tale vzorec dvojnega dna in na to imamo potem tukaj še tole neckline mejo na okoli 70 do 72.000 in če to mejo prebijemo, lahko nadaljujemo z rastjo. Je pa malček zaskrbljujoče stanje na drugih trgih, delniških. Zdaj si bomo ogledali še Nasdaq, tudi tedenski graf. In če jaz tole malček oddaljim, kaj lahko vidimo tukaj? Če povežem vrhove, recimo imamo en vrh, drugi vrh in zdaj delamo ta tretji vrh, od katerega smo se ponovno odbili. In če povežem dna, imamo eno dno, drugo dno, kaj dobimo ven? To je naraščajoči klin, ki je medvedji vzorec. In kot vemo, Nasdaq in Bitcoin in ostale kriptovalute ponavadi grejo v korelaciji. Čeprav zdaj Nasdaq je imel kar eno lepo rast zadnje čase, ki je pa v kriptu ni bilo. Tako da ta korelacija tudi ni vedno nujna. Ampak glede na cenovno gibanje lahko tudi takoj vidimo tukaj tale svečka, mi ni všeč, ko smo se odbili od tele zgornje meje. Potem delamo tudi medvedjo divergenco, tukaj imamo vrh in višji vrh, kar precej višji vrh, medtem ko RSI pa tukaj dela divergenco, imamo vrh in na to nižji vrh. Poleg tega imamo tudi stokastik RSI tukaj, ki je trenutno prekupljen, ampak
To v bistvu še ne pomeni nič, ker pogledajte, koliko časa smo se zadrževali tukaj v prekupljenem območju. Gledati moramo, kdaj se bo križal navzdol in kdaj bo prikazal, da bo momentum mogoče prišel medvedom v roke. Tako da, kar je treba zdaj spremljati, je to dogajanje tukaj na zgornji meji. Zaenkrat kaže, da bo to kompleten odboj. In če gremo testirati tole spodnjo mejo, kaj se bo zgodilo tukaj? Ali jo bomo izgubili? Ker če se jo izgubi, lahko glede na tale vzorec pademo še kar globoko. Če na primer izmirimo višino, tukaj, kjer se je tale vzorec začel, pa prenesemo tole na neko možno točko preboja, bi to lahko sovpadalo s tem območjem tukaj. Tako da vse skupaj, če bi se to izvršilo, bi bil to v bistvu kar konkreten padec in seveda bi to tudi vplivalo na kripto. Pa dajmo izmeriti, recimo od tukaj, kjer se zdaj trenutno zadržujemo, pa vse do tle, bi bil tole padec za skoraj 23%. Ampak, kot sem že večkrat ponovil, nič ni za ziher. Na poti do tle imamo še ogromno mej. Naprimer, tukaj sem že označil nekaj. 18240, 17916, pa potem je tudi tukaj še ena, 16634 in potem pridemo šele do te meje. Tako da to mirjenje preko vzorcev, to so samo projekcije. Kar je potem treba delati, je spremljati ceno ob vsaki meji, ko jo zadanemo. Je pa trenutno tukaj zaenkrat, vsaj zame, kar medvedje stanje. Tudi tale svečka, ki smo jo naredili prejšnji teden, ni ravno Gravestone Doji, je pa zelo podobna temu. Tukaj vidimo, telo ima kar debelejše. In zdaj je tudi nevarnost, da se naredi njena potrditev. Tako da, kot sem že rekel, treba bo najprej vedeti, kaj se bo zgodilo zdaj tukaj. Zdaj, če slučajno prebijemo tole zgornjo mejo, potem ja, še vedno lahko rastemo gor naprej. Če ne pa, če doživimo odboj od te meje, potem obstaja tudi velika verjetnost, da izgubimo tole spodnjo mejo in se ta vzorec tudi izvrši. In to pomeni tudi slabo za Bitcoin in ostale kriptovalute. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne pokrivamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški in trg žlahtnih kovin. Z drugim paketom višje, pa dobite dostop tudi do moje Discord skupine. Tam še bolj podrobno spremljamo kripto in tudi na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini, kjer se je zdaj že nabralo kar nekaj indikatorjev. Vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Kot sem že povedal, tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, ki je skupek več indikatorjev, tudi naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje na svečkah in tudi ARI. To je indikator, ki je zrastel čisto na moji ideji in prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. To je v bistvu kot neke vrste mapa, kjer vidite, kam gre denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tej tehnični analizi. Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo, sem morda jaz kaj spregledal? Kar napišite spodaj pod videom, pod komentarje in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Obeta se ogromno novih videov, na kriptotrgu imamo končno neko dogajanje, tako da bomo to vsekakor spremljali.
Poleg tega bomo razkrivali tudi nove projekte v sodelovanju s cryptonews.com. In zato, da kakšnega videa ne boste zamudili, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to, čim ga naložim gor. No, zaenkrat bo to vse, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.